Dobrodošli v božični oddaji spletnega portala Znanstvena fantastika. Z vami sva Ivan in Aljoša. Tema današnje oddaje pa je Dickensonova božična pesem. Preden pa začnemo z najino... Božična zgodba. Tako je. Pardon, ne, Ja, ustrajam. to je zavedlo, da je Christmas Carol vredno. A ni v slovenščino prevedeno kot božična pesem? Oziroma dobro vprašanje. Saj, jaz sem v angleščini bral, pa sem kar sam po Sloveniji v božična pesem, oziroma božična zgodba. Zgodba. To so te začetni zapleti. Ja. Je božična pesem? Božična pesem v prozi. Je božična pesem, wow, ok. Je. Današnja tema je božična pesem od Dickensa, vsem našim poslušalcem pa vesel Božič in vse ostale božične praznike, ki pridejo še zraven. Še preden se pa spustimo k sami tematiki, pa mogoče kakšno je kaj božično vzdušje pri tebi, Aljoša, te dni? Ja, čakaj, zdaj razmišljamo na enem začetku, smo se zapletala. Ampak ok, se zgodi. Božično vzdušje nisem čutil do pred kratkim, ko sem se dol potegnil eno igrico, kjer strelaš zombije, ampak si božiček in strelaš svoje vilince, svoje pomagače iz delavnice. In ko igra tam tista božična glasba in strelaš tiste zombije. Ne vem, je v tistem trenutku sem čutil nostalgijo pa vse ta božični hype, tako da zdaj sem v tem, Pa še posebej, ker sem včeraj zvečer vzel v roke božično pesem od Dickensa. Sem zdaj v tem, zdaj čutim. Če pred kratkim nisem, zdaj čutim. Pa ti? Jaz sem trenutno sred, kako bi temu rekel, zadnjih božičnih priprav. Moramo opozoriti, pred parimi dnevi sem pomagal postavljati jaslice. Včeraj sem kupoval smreko. Kmalu bomo začeli okraševati. Vsak dan poslušam kakšno božično glasbo. Izogibam se tej moderni, pa prisegam na stare korale. Hočem svojo tradicionalno božično glasbo. Ne dam se temu moderni. Ja, tudi ta. Pač zelo je lepa. Tako da lažem, ne pogrešam snega, vesel sem, da ga ni, ker pol ga je treba kidati, ampak ne bi pa imel nič proti, če zapade do 25. Tista pika na i. Ja, se to. Ja. No, potem bi ti bilo všeč Dickensovi časi in prepevanje na ulicah tistih pravih starih pesmi. Seveda. Fino. No, torej, jaz sem bral Dickensa včeraj, pa danes zjutraj sem še dokončal. Pa bi mogoče za začetek samo izpostavil, da je bilo zelo lepo branje, Me je kar presenetilo, kako spevno in bredljivo vse skupaj. Sem zelo pozitivno, vtice zelo pozitiven ostal, Sicer zgodbo to itak že vsi poznamo iz tisočih adaptacij v popkulturi. Verjetno ni risanke, ki bi imela več kot 10 sezon in v eni izmed epizod ne bi se recimo dotaknila svoje interpretacije te zgodbe. Prejšnji teden sem bral Wellsa za našo epizodo o potovanju skozi čas in moram reči, da sem se na eni točki kar namučil, ker je vse skupaj bilo na koncu bolj neki spekulativni esej kot sama zgodba. In moram priznati, da ni bilo najbolj pozitivna izkušnja tisto branje, in sem z nekim podobnim pričakovanjem šel v to zgodbo, z nekega razloga, da bo spet nekaj bolj takega, da so to že stari časi, na vse zadnje je to leto 1843. Ampak preseneteno, da je popolnoma ta knjiga preživela test časa in se tako lepo prebere kot maslo in res toplo priporočam, kdor še ni prebral originala. Sploh v teh bližajočih se božičnih dneh je primerno branje. Če čutim, kaj je božično vzdušje, malo bolj čutim tudi zaradi te knjige, definitivno. No, to me vsekakor veseli. Zdaj, kar je treba
v sklopu našega zanimanja okoli znanstvene fantastike, fantazije in grozljivke poudariti, da je Dickensova božična zgodba v bistvu, recimo temu, strašljivka, ne bomo rekli grozljivka, bolje strašljivka. V njej se pojavljajo duhovi, to so duh preteklega božiča, duh sedanjega božiča in duh prihodnjega božiča. Ja, pa še duh njegovega nekdanjega sodelavca, Marley. Mislim, da se je pisal gospod Duh. Ime. Pisal se je Marley. Ja, pisal se je. Jacob Marley. No, kar bi pa bilo potrebno poudariti, lihko smo prejšnji teden na dolgo in široko razpravljali o potovanju skozi čas, je pa to, da je to nekako prvo, recimo temu, delo, lahko rečemo tudi fantazijsko delo, kjer se pojavlja potovanje skozi čas, kjer potujemo nazaj v preteklost. Ja, torej to je eno izmed del, ki se nekako postavlja, čeprav seveda to je zdaj malo nejasno, kje bi postavljali začetke tega potovanja nazaj, ker potovanje naprej je že bila neka zgodba, ki se je že širila od mitov, vse od hindujskih zapisov leta 400 pred našim štetjem, ampak kot tisto prvo delo postavljamo Dickensovo božično pesem, prvo delo, kjer srečamo neko potovanje naprej in nazaj, neke alternativne časovnice. Ja. Kar je meni bilo vedno nekako zanimivo pri božični pesmi od Dickensa, je nekako to, da ko pride duh preteklosti, gremo skozi Scroogeve, recimo temu, še vesele čase, spomine, ko se je veselil ko se je veselil božiča in bil nasplošno, recimo temu, boljši človek. Ampak pola dosti hitro pride do tega, da ga v bistvu vsi zapustijo zaradi tega, ker mu je veliko več do njegovega denarja, kot do ostalih ljudi. Tukaj imamo v mislih njegovo takrat zaročenko, ki ga je potem pustila in si ustvarila družino z nekom drugim. Ja, in pač tudi nasploh ljudje potem v mestu se ga oprime neka zelo negativna, recimo, negativen odnos ostalih tudi do njega. Ja, ker naprimer še ko da svojemu temu uslužbencu prosto za božič in da bo pač imel ta prost delovni dan plačan, to ne naredi zaradi tega, ker bi bil radodaren, ampak ker se mu zdi, da nekako bi šel v nasprotju z splošno sprejetimi družbenimi normami in kakor Scrooge, če mi spomin še dobro služi, komentira, da zakaj bi ubogega berača ropal enkrat na leto. Torej na božič, Ja. No, ta Scrooge, si še mislil kaj dodati? Ne, v bistvu pač na tej točki bi kar prepustil besedo tebi. Pri tebi je zgodba še bolj sveža. Ja, zdaj, to sem mislil dodati samo to, da mogoče lahko Scroogea, tega protagonista, nekako gledamo kot neko paradigmo egoista, ki ignorira revne in predstavlja nek prikaz odnosa britanske družbe do revščine, še posebej recimo revščine otrok. In torej, to je ena izmed tistih glavnih tem, ki jih Dickens tukaj naslavlja in postavlja naproti torej, tega Scroogea, stiskača, egoista, naproti spreobrnjenemu Scroogeu, ki ga torej, srečamo na koncu. Mislim, pa bi mogoče kar začela z obnovo. Ja. Mislim, tukaj ne gre toliko sam za samo revnost otrok, ampak tudi dejstvo, da so lih takrat otroke pošiljali delati v razne tovarne. In tako, ker se spomnim, je tudi Dickens bil primoran zaradi tega, ker je oče končal v zaporu,
delati v ja. eni tovarni, zaradi česar je potem res dobro spoznal, ne, kaj to pomeni biti čist na dnu socialne lestvice. In mogoče veliko tega, kar danes vidimo v vseh tistih Nikeovih ali pa Puminih tovarnah po Aziji, kjer delajo, ne vem, 5-letni, 6-letni otroci, ki šivajo superge pa razne drese noč in dan. Takrat je nekako to bilo realno stanje v Evropi. In nekako celotna zgodba, ko jo gledamo iz takega vidika, je prikazati, kako je tem, recimo temu odrinjenim, obrobnim elementom družbe, najšibkejšim členom v družbi, otrokom, tistim, ki bi jih morali zaščititi, kako so v bistvu potisnjeni v najtežje pogoje. Ja, to je tudi želel Dickens pri svojih bralcih, ki so bili mogoče tudi z malo srednjega sloja. Nekako pri njih simpatijo zbuditi tudi z raznimi liki, kot je na primer mali Tim, ki ga bomo spoznali tekom obnove. In mogoče, ja, lepo je to pisateljsko ost, lepo operil v nek družbeni problem, ki mu je bil zelo blizu in je zelo definiral njegovo življenjsko pot. Nasplošno bi lahko to rekla, da je zgodba res odličen primer retorike, ker se je zavedal, da z raznimi eseji in debatami ne bi mogel imeti toliko močnega učinka, kot ga lahko ima z dobro povedano zgodbo. Ja. Tako da tudi književnost lahko spreminja svet. To pa je definitivno teza, s katero se ne bo veliko ljudi ne strinjalo. No, si hotel začeti kar z obnovo. Ja, ok. Potem pa kar začnemo. Torej, zgodba se začne skratka, spoznamo tiskača Scroogea, tega našega protagonista zgodbe. Ebenezer. Tako. Je lastnik... kaj sploh počne, kaj sploh njegovo podjetje? Nikoli nisem bil pozoren. Ima neko podjetje z enim zaposlenim, ki ga in včasih si je delil to podjetjem z svojim solastnikom Jakob Marlijem, ki je pred 7 leti od začetka zgodbe umrl. In to, da je umrl, še Dickens posebej poudarja, ker je pač to ključnega pomena za zgodbo, ker tako kot če ne bi vedeli, da je od Hamleta oče umrl, nam ne je bilo nič čudnega, da se nekaj noči prikrade v spalnico od Hamleta. Tako tudi tukaj treba biti pozoren na to, da je Marley umrl. Kako? Čudno bi že bilo, če bi se oče sredi noči Hamletu prikradel v spalnico. Ja, ok, tukaj je bilo v obeh primerih čudno. Potem pa ne bi bilo drugače se izrazi, ampak se ne bom spomnil. Ampak torej, to, da je Marley umrl, je... Ja? Ne, kar nadaljuj, tudi jaz se ne spomnim. Ok. Torej, z Marleyjem se to začelo, potem Scrooge ostane sam, ima enega pisarja, ki ga torej plačuje po nekih minimalnih, pač tisto, kaj je vrednoteno, da mora plačevati, še za tisti božič mu potem pač plača tisto, tako. In Gospod Fezziwig. Zanimivo... Kako? Ne, pardon, zamešal sem zdaj. Nadaljuj. Torej, malo naj prekinja, če veš, ne? Ampak upam, da to ne otežava. Jaz tebe slišim jasno in glasno. Ok, jaz tebe malo manj jasno, ampak ok, bo šlo. Torej, zanimivo je, da se na začetku zgodbe prideta dva moža v to do Scroogea za neke dobrodelne akcije in torej želita, da bi mogoče kaj prispeval, tako
vsi podjetniki prispevajo za dobro vseh ljudi, da se mogoče revnim kako kosilo priredi oziroma večerja. In Scrooge to gladko zavrne, da imajo institucije v državi za revne, imajo tudi zapore, kjer je prostor za njih, imajo, skratka, država ima kup nekih institucij, ki so narejene za to, da preskrbi za revne in kar njim prepustil delo, on pa se je posvetil svojim stvarem in je tako prav, da se ločene stvari in on neke dobrodelnosti ne podpira. In to je ravno tisto neki odnos Britancev do revnih, ki ga je Dickens tukaj želel karakterizirati. Tudi med drugim Scrooge reče, super, če bo par umrlo, potem ko pač poveta, da če ne bojo poskrbeli za njih, nekaj revnih bo umrlo zaradi mraza. Reče, da super, bo se mogoče zmanjšalo malo odvečne populacije, kar je čistista maltuzijanska miselnost viktorijanske Anglije. In torej idva zavrne, gre domov in se gre do naslanjača, se preobleče v svojo spalno haljo, si zagreje ogenj v kaminu, si torej prižge ogenj in sedi in se naenkrat prikaže Marley. In ta Marley je nekam prozoren, je duh. In na tej točki mi je bilo zelo zanimivo ta motiv, kot da bi se Dickens malo pohecal na motiv tako zvanega racionalista. Torej imamo nekega misleca v spalni hali, v naslanjaču ob ognju in naenkrat se prikaže duh in ta Scrooge torej pogleda duha in reče, ne, ti nisi realen, ne obstajaš, ne zaupam svojim čutilom, ker jaz vem po svoji razumu, da to ni mogoče, da bi duhovi obstajali. In ker vem, da moja čutila niso zanesljiva, da če pojem neko hrano, ki jim bo zaškodila in lahko take halucinacije proizvede, je to razlog, da ne bom verjel v tebe, ne bom verjel čutilom. Potem bi lahko rekel, da je Scrooge v bistvu do svoje zadnje kosti težek materialist. Ja, mogoče, ampak ja, bi lahko rekli, ja. Ampak še posebej racionalist, ker pač absolutno za to, kaj mu čuti pravijo, absolutno diskreditira in pač z razumom hoče torej to idejo skenslati, pač ni mogoče, duh ne obstaja. In se tako skoraj na eni točki tak zanimivi dialog racionalista z nekim duhom razbil. In je bilo kar zabavno, no? Čeprav ne traja dolgo in grejo potem zgodba dalje, ampak zabavno, no? Kot filozof, majhna opaska. Potem Marley napove 3 duhove in torej zvečer ga res obiščejo 3 duhovi vsako 1 uri. Najprej duh preteklega božiča, ki Scroogea v preteklost potegne, kjer pač Scrooge mora podživeti svoje razočaranje, kakor je bil zapostavljen za božič od svojih prijateljev, družina ga je poslala stran in je v nekem internatu živel sam. In pač takrat tudi mu pokaže enih par božičev, ko pa je užival zaradi pač, ko ga družina za božič povabi domov, pa ko šef, kasneje, ko že malo odraste, šef v tej njegovi službi naredi božično zabavo in je pač Scrooge tako veselo podoživlja te momente in se zave, kako malo je potrebnega, da dejansko srečiš človeka za taki poseben praznik in si v tistem trenutku že zaželi, da bi tudi on kaj drugače storil za božič s svojimi bližnjimi. Potem, da ne preveč dolg, ga duh sedanjega božiča obišče, ki ga popelje v glavnem torej k tej družini Scroogevega pisarja, kjer spozna malega Tima, tega dečka, ki ne more hoditi oziroma z težavo hodi in izve, ta duh božiča mu pove, da bo umrl in torej Scrooge to zelo težko sprejme. In potem še duh in tudi revščina, v katere more ta mali Tim zadnji božič preživeti, zatem med drugim opisuje, kako so vsi veselo puding sprejeli, od ki ga mama spekla, ampak
nihče v sramu ni hotel omeniti, da je zelo, zelo majhen za to veliko družino. Ja? Tukaj bi še dodal, ne, da se je Scroogeu mali tim zasmilo, a ne, in ga je duh sedanjega božiča opozoril, da vkolikor se stanje ne spremeni, a ne, da bo tim umrl. Ampak in je Scrooge, dejansko se je nekaj premaknilo v njemu in je vprašal, ampak a nimamo institucij, ki bi poskrbele za malega Tima? In ga je potem duha, ne, zavrnil ravno s tistimi besedami, ki jih je prej uporabil sam Scrooge. A ni nobenih zaporov, a ni nobenih delavnic. Ja, pa toliko boljše, če umre, ni tako ali tako je preveč ljudi. Ja. Sploh pa še ljudje, ki so hendikepirani. Take, ja. No, potem torej ja. Ja, to se mi zdi vedno zelo lep obrat, ko pisatelj uspe uporabiti likove lastne besede proti njemu in z njegovimi lastnimi besedami demonstrirati, naprimer v Scroogeovem primeru, nečloveško držo, da se tako izrazimo. Ja, res je, to je res lepo izpeljano. Dobro, da si je opomnil, super. Ja. Ok, potem še imamo duh prihodnjega božiča, ki pa torej Scroogea pelje po ulicah tistega njegovega mesteca in se vsi pogovarjajo, da je nekdo umrl, pa s takim posmehljivim tonom, češ, sem mislil, da nikoli ne bo ga odneslo, pa tako malo marno tudi se o tem pogovarjajo, malo grdo. Potem imamo sceno enega umrlega moškega, ki ga pač pridejo not neki ljudje in kar ga razglasninijo vsega, pa se norčuje, da tako ali tako ne bi nikomu imel zadati te stvari, tako da boljše, da mu oni vzamejo temu stiskaču. In se pogovarja, da je nikogar ne bo na njegov pogreb, pa vse to, in si pač Scrooge mislijo, tega moškega mi kažeš, da bi meni pokazal, kako lahko končam. Ok, naučil sem se. In potem ga ta duh prihodnjega božiča vodi na pokopališče, kjer pokaže na torej ta, kako se reče, spomenik in je gor Scroogeovo ime in se zave, torej da je ta moški bil on, da je on umrl in da je on tisti, ki je odšel z tega sveta zasmehovan in zasovražen in brez neke dobre zapuščine. In to je tisti trenutek streznitve. Ja, in to je tudi tisti trenutek, ko se Scrooge zbudi, ne ve, kateri dan je, ampak je razburjen, da mu je bila dana možnost, da stvari naredi drugače, odpre okno in enemu pobiču, ki gre mimo po cesti, se ga vpraša oziroma mu zakliče, kateri dan je, in ta pobič mu celi presenečen odgovori, da Božič, seveda, in Scrooge se razveseli in ga pošlje tega malega pobiča po fazana, ne, po purana za svojega pisarja in da mu morajo anonimno poslati največjega, ki ga imajo. Potem pa se odpelje k svojemu nečaku in tam veselo preživi Božič z družino. Predtem pa še sreča spet tiste ljudi za dobrodelno akcijo in ogromno denarja hoče investirati za to, da bi naredili neko večerjo ali neko stvar, ne vem točno kaj, za revne ljudi, in pač ta akcija se zelo razveseli in skupaj gresta v to njegovo podjetje od Scroogea in mu tam napiše ček. In to je potem to. To je ta zgodba o Scroogeovem spreobrnitvi in potem še zvemo to, da še par božičev zatem isto preživi radodarno in kot neki veliki zaščitnik božičnega duha v mesto. In potem se zaključi z Bog vas blagoslovi vse skupaj. Nisem bil pozoren na to, mogoče ne. Jaz si nisem mogel pomagati. V glavnem, kakor smo videli, res taka
recimo, lahko rečemo kar klasična božična zgodba, ker nekako vse božične zgodbe danes, ki jih poznamo, ne, ki so bile napisane po Dickensu, sledijo Dickensovem kopitu, lahko bi rekli, da je nekako postavil osnovno zgradbo neke moderne božične zgodbe. Ja, in to je napisano ravno v času, ko so Britanci raziskovali in ponovno vrednotili pretekle tradicije božiča in skušali združiti z nekimi novimi običaji, kot so božična drevesa in te stvari. In je na nek način res definiral, no, kaj je božična zgodba. Ja. Zanimivo pri Dickensu je, da so ga ljudje zelo brali, no, takrat, in da so njegova dela tudi serijsko izhajala, ne v enem kosu, ampak po poglavjih, in so ljudje na veliko to brali med sabo, pa se pogovarjali, pa debatirali, kako se bo končalo, in je bil celi hype okoli Dickensovih del. Zdaj ne vem, če je ta zgodba tudi izšla v serijskih številkah, ampak datum piše 19. december 1843, teda tik pred Božičem. Mislim, da je tale zgodba išla v enem kosu, ampak nasplošno je bilo v preteklosti v navadi, da so poglavja izhajala kot dodatek v časopisih, a ne? In potem pač enkrat, ko je bilo delo dokončano, je pa išla cela knjiga. Recimo v glavi ruske romane. Ja. Nekaj razlogov zmeraj. Ja. Tudi francoski, vem, da so bili zelo popularni na tak način. In nasplošno tudi, kar se tiče znanstvene fantastike v obdobju Šunda na začetku 20. stoletja, je marsikateri roman začel svojo pot na zadnjih straneh določene revije, ne? In šele potem prerasel v samostojno delo, enkrat, ko je bil končan. In danes imamo ta fenomen z raznimi blogi, recimo kot Glukovski za svoje Metro 2033, kjer je posamezna poglavja tudi na internet daval. Res je, s tem, da bi jaz si upal trditi, da je v preteklosti bilo to veliko bolj hardcore, ker če se neka zgodba ni prodajala, so potem na tisti točki tudi nehali tiskati in so začeli znova. Zdaj, avtor sama lahko pač danes na svojih blogih še vedno objavlja še naslednja poglavja, medtem ko takrat je tisk je bil tisk in to je stalo denar in se ni tiskalo za brez veze. Ja, ok, to je res, ja. Čeprav pa odvisno, imaš pa potem razne zgodbe o nekih, ki so malo potem izkoristili sistem, recimo neki Tolstoj, ki je potem razvlekal, ker je delo, ker je pač živel od pisanja. Ja, sej, vsekakor, ampak lih to je tisto, tudi če je živel od pisanja pa razvlačil, on ne bi uspel tega razvleči toliko, če ljudi ne bi to toliko zanimalo. Ja, to pa definitivno, ja. Ja. Tako da Dostojevski je imel tudi svoj časopis? Aha. To ne vem. Gre za to, da v preteklosti so avtorji res delali, recimo temu tako, da je vsako poglavje pustilo bralca na točki, kjer je hotel še. Aha, ja, s cliffhangerji pa to. Ja. Ja, pa vse to je naloga vsake serializiranega dela, recimo tudi z serije, ko so torej posnete serije, tudi so same od cliffhangera do cliffhangera se veliko poteka dogajanje, no? Ja, res je. Se mi zdi, da so malo zašla. Ja, ok. Kaj smo še mislili reči? Misliš, še mogoče se dotakne točke, da je nekateri tolmačijo to delo kot neko alegorijo krščanske pokore? Ja, lahko je videti, ker to vzporednico, ker na začetku zgodbe je Scrooge težek stiskač, ki mu je mar samo za njega in sovraži ljudi in ves svet okoli sebe. Potem pa enkrat, ko spregleda recimo temu, ko mu postane žal
se dejansko spokori za, recimo temu, grehe svoje preteklosti in dejansko živi boljše življenje, kjer je radodaren, velikodušen, odprt, vesel, nasplošno nek čisto drug človek. V redu. Okay. Na tej točki bi v bistvu lahko kar zaključila. Ja, lahko. Bližajo se božični prazniki. Zahvaljujemo se vsem našim poslušalcem. Želimo vam srečen božič. In veselo novo leto. Mislim, da bodo takrat še ena oddaja, ampak vseeno. Ja. Obiščite nas na www.znanstvena-fantastika.si, kjer si lahko preberete kakšen esej, kratko zgodbo, kakšna razmišljanja, mogoče poslušate še kakšno oddajo, ki ste jo spustili. Vsem o temu vljudno vabljeni, tudi če se naročite na YouTube kanal, če vas zanimajo te vsebine, vsekakor dobrodošla. Všečkajte, komentirajte, vabljeni. Zami sva bila Ivan in Aljoša. Tole je bila posebna božična oddaja o božični pesmi Charlesa Dickensa. Tako je, nasvidenje.